4 leta so pretekla, odkar se je družina Korošak Popit preselila v svoj novi dom blizu Kamnika. Zunanjost hiše je precej moderna, notranjost pa prijetno domača. Lastnika rada vrtnarita, zato je neločljivi del bivalnega okolja tudi manjši zelenjavni vrt. Boris in Diana uživata v domovanju, ki sta ga ustvarila z veliko načrtovanja, dogovarjanja in ljubezni. Glede na to, da oba delata na področju zavarovalništva, jima ne bi pripisali, da zna Boris načrtovati hiše, Diana pa da ima dar za izbiro notranje opreme. Očitno sem tako dobro vse skupaj sprojektiral, da ko smo dali to izvajalcem, sem jim enostavno rekel, poglejte, če je statika kaj ne štima ali karkoli, če treba kaj popraviti, in na koncu se je zgodilo, da niso nič popravili. Da je vse ostalo, prostori so ostali taki, kot smo jih sprojektiral. Mogoče kakšen majhen detajl, en nosilec so recimo naredili noter zaradi statike, drugače pa hiša taka, kot sem si jo zamislil. Prostor mora biti odprt, zato da se noter lahko živi, mora biti svetlo, mora biti obrnjen proti jugu, če se da, če to dovoljuje. Kuhinja je sestavni del enega življenjskega prostora, tako da tam sem začel iz kuhinje, jedilnice, dnevna soba, potem neki hodnički, shramba. Pač ideja je tudi bila ta, da mora biti spalni prostori, da morajo biti v pritličju, tako da sva tudi spalnico, kopalnico svojo naredila v pritličju. V zgornjem prostoru je pa tudi zaradi občine, oziroma teh predpisov občinskih, kako mora hiša izgledati, nastala mansarda. Kaj imate pa potem gor za kakšne prostore? Ja, zgoraj so v bistvu 2 sobe, eno uporablja še sin. Potem je pa v bistvu hiša, tudi bi lahko gor bilo eno stanovanje, mansardno, drugače pa zdaj en velik prostor odprt z enim fitnessom, kopalnica, savno, ker imamo pač dejavnost tako, da lahko delava tudi od doma, imamo še eno pisarno. Jaz sem pa v bistvu še ena soba, ki jo pa jaz uporabljam tudi malo za svoj hobi, to so sestavljanje modelov, jadrnic. Hiša meri malo manj kot 200 kvadratnih metrov. Družina se je vanjo vselila pred dobrimi 4 leti. Takrat, ko sem začela delati, sem v bistvu jaz postavil samo en pogoj. Sem rekel, hišo bova naredila po zadnjih standardih, gradbenih, in pa izkoristila bova vse subvencije, ki jih daje Ekosklad. Tako da na koncu sva v bistvu naredila hišo zelo tehnološko moderno, in na koncu se je izkazalo, da je v bistvu celo cenejša skozi prišla, kot če bi nekaj varčevala. Ker ti dobila sva skoraj 100% subvencije, kar jih bilo možno, povračila, mislim, da je bilo okrog 18.000 evrov vračila, tako da DDV davek nam je v bistvu država vrnila. No, super, pa hkrati ste še dobili neko varčno, ekološko hišo, bolj ali manj, ne? Lesena, celuloza, prezračevanje, toplotna črpalka, centralni sesalni sistem. Prezračevanje s sistemom rekuperacije? Rekuperacijo, ja, z rekuperacijo. Toplotno črpalko imate pa kakšno? Zrak, voda. Aha, tako je. Dobro. Iz zraka segreva vodo, ki potem v bistvu prek talnega ogrevanja segreva hišo, in pa še sanitarna voda. Imate mogoče še kakšen zbiralnik deževnice? Ja, zbiralnik deževnice, 10 kubičnih metrov. Voda tam je napeljana za splakovanje WC-jev in pa za pranje perila, ter vrt, namakalni sistem za travo, skratka, funkcionira. Hišo so presenetljivo hitro postavili in opremili, kar je posledica tako domišljenega načrta kot pravilne izbire izvajalca. Hkrati pa je hitri izgradnji prispevala odločitev, da bo hiša zgrajena iz predhodno izdelanih lesenih elementov. Hiša je bila zgrajena v 7 mesecih na ključ. Tistega mojega projekta, ki sem ga naredil, ko sem ga odnesel v projektni biro, ker so v bistvu to še malo pregledali, so potem naredili in zgradbeno dovoljenje, in izvajalce najdli v bistvu za temeljno ploščo. Oni so v bistvu bolj specialisti za lesene hiše, tako da hiša je lesena, masivna, v bistvu iz križno lepljenih plošč. V hiši se vidi samo v stropu, da je v bistvu res, ker je vidno narejen, da je v bistvu lesen. Drugače pa in zunaj in znotraj ljudje nimajo občutka, da je v bistvu hiša lesena. Zaradi tega je bila tudi zelo hitro zgrajena. V enem tednu so že fasado delali, noter so že knauferji delali svoje, oziroma inštalaterji in tako naprej. Prav lesena zasnova hiše je tista prednost, da bi hišo skoraj lahko opredelili kot pasivno. Glede na porabo energije pa spada v razred nizkoenergijskih hiš.
kako grejo te plasti? Za tem knaufom, v bistvu zadaj so inštalacijska ravnina, kjer so pač inštalacije, elektrika, vodovod in vse ostalo, kar je potrebno. 6 cm? 6 cm, potem je 10 cm stena, masivna, lepljena iz 5 plasti, potem pride, če se dobro spomnim, je 14 cm celulozne, upihane celuloze in pa 6 cm agepan plošč, so tudi pač izolacijske. To je pa na zunanji strani. Na katero pride potem fasada. Tako, tam je pa fasada gor. Tako, zdaj izvajalec hiše je bil Alfa Natura iz Mengša. Matevž Vrhovnik je bil tisti, ki je v bistvu pomagal tukaj predvsem s tudi svojim idejam. Tako da na koncu smo res speljali zadevo tako, kot sem si jo zamišljal. Bi se ponovno za njih odločili? Ja. Bi. Srce vsakega doma je kuhinja. Tako je tudi pri Borisu Indijani. Prijazni videz kuhinje daje slutiti, da je ukrojena po Dijaninih željah. Kuhinja je točno taka, kot sem si želel? Točno taka, kot sem si jo želela že leta in leta. Res? Res, super. In potem predvidevam, da je bila to predvsem vaša želja, da je kuhinja v tem stilu, kot je, oziroma celo pohištvo je nekako v tem podeželskem. To je posebna zgodba. Ko smo šli na izbor kuhinje v Italijo, v nek velik showroom, kjer je bilo, ne vem, 50 kuhinj, sem se jaz zapičila točno v tole kuhinjo. Boris je samo pogledal in je šel mimo in je gledal moderne, visoki sijaj, na gumbe, razne kuhinje, pa kliče, pridi. Sem rekla, Boris, jaz imam že zbrano. Pa prav, pa dej, kaj gledaš to kuhno, prid sem, boš videla, kaj je kuhna. No in potem na koncu je ugotovil, da bo kuhna res taka, kakor sem mu jo prvo pokazala in ni imel kaj, da se je pač s tem strinjal. Na kar sem mu pač mogla povedati mojo željo, da želim celo hišo imeti v tem stilu in potem se je akcija začela. Moram reči, da se tudi nekako ni upiral, no, da je kar hitro padel ta stil in ga je vzljubil, to domačnost. Zelo. Ta ženski čut za toplino doma. Zelo. In vse pohištvo, razen kuhinje, je sam zrisal, ročno, ne v programih, za mizarja načrt, meni pa v 3D tehniki, ker jaz z načrta ne vidim nič. Pri izboru kuhinje je bilo tudi zanimiva ena zadeva, ker iz Italije sva prinesla eno fronto, sprednjo stran kuhinje. In ko sva jo pokazala moji mami, jo je zelo tako začudeno gledala in rekla, zdaj ne vem, a nimate denarja za novo kuhno ali kakšna je to kuhna, ne? Ker je pač starana, taka posebna. Ja. Boris Korošak in Dijana Popic sta prej živela v središču Kamnika v večstanovanjski hiši. Slovela sta po čudovito urejenem balkonu, okrašenem s cvetjem, zanj sta prejela celo nagrado. Selitvijo v svojo hišo sta dobila možnost, da svoj občutek za urejeno okolico uporabita na vrtu. Vendar se nista odločila za okrasni cvetlični vrt, temveč za manjši zelenjavni vrt. Pri tem sta izbrala način vzgoje vrtnin v visokih gredah. Ja, zdaj smo v bistvu prišli iz tistega vzgoje cvetja na balkonu, smo prišli pač na vrt, v bistvu na vzgojo zelenjave. Potem tudi pač nekaj ameriških borovnic imamo, malin. Se pravi, še bolj praktično, ne gre toliko za estetiko, ampak za ta... Bolj praktično, ja. Uporabno zadevo. Uporabno, tako. Ne toliko nekega kiča ali pa nekaj nečesa, kar bi v bistvu, ne vem, bilo bolj za pogledati, ampak bolj uporabne zadeve. Čeprav je ena glavnih prednosti visokih gred v tem, da jih je lažje obdelovati, ker se ni potrebno sklanjati, sta Boris in Dijana dala prednost celostnemu videzu vrta pred praktičnostjo. Naša je mogoče malo nižja, prav zaradi estetike. Tako da še vedno malo boli hrbet, ker višina ni ravno ta prava, ampak še vedno smo se odločili za estetiko, pa naj malo hrbet boli. Kar zraste na gredah, je pri roki tudi takrat, ko je čas za sproščeno druženje ob dobri hrani. Dom Borisa in Dijane je prava uresničitev njunih sanj.